Tako, najprej vas torej lepo pozdravljam v imenu Teološke fakultete. Kot veste, ta dan in jutri potekajo informativni dnevi. Tudi mi smo pripravili kar nekaj klepetalnic informativnega značaja, ki jih imate tudi na zaslonu, tako da verjetno ste glede tega seznanjeni. Še ena seznanitev morda na mesto, od spodaj še en okvirček, ki vas seznanja, da tole naše srečanje snemamo. Nič se ni treba bati, gre samo za to, da bomo material potem porabili potencialno porabili za naše promocijske namene in podobno. Tako da ne boste nič oškodovani. Prav pa je, da seveda obvestimo. Tako, pa bom jaz tale začetni slajd zamenjal. Verjamem, da smo ga zdaj že prebrali. Tako je. In odprem naslednjega. Tako. Tako, morda bi bilo še na mesto najprej, da se predstavim. Moje ime je Samo Skrlovnik. Delam na katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti, sva z Matjažem sodelavca. In tokrat bi želel spregovoriti nekaj besed o Svetem pismu s podnaslovom Med znanostjo in življenjem. Zdaj morda rečem to. Piše sicer, da je to klepetalnica, vendar seveda je. Vendar sem si nekako tako zamislil, da bi uvodoma nekaj stvari podal sam. Potem lahko pa seveda tudi vmes, če ima pa kdorkoli kakšno vprašanje, medklic, pa ste zelo lepo vabljeni, dobrodošli, da ga zastavite po videu, po chatu, kakorkoli. Tako da nikakor ni zamišljeno kot moj monolog, ste zelo lepo vabljeni k vprašanjem, k debati, k premisleku. Moje razmišljanje bo šlo v to smer, da bom na nek način poskušal pokazati recimo nekatere pasti, ko se približujemo Svetemu pismu, ko beremo Sveto pismo, kar nam bo morda lahko odprlo oči za sporočilo Svetega pisma. Namreč mnogokrat se recimo spotaknemo ob Svetem pismu ali pa ob načinu izražanja, ob nasilju v Svetem pismu, ob kakih čudnih formulacijah, ki se zdijo, da niso v koraku s časom, sploh recimo, če govorimo o znanstvenem vidiku, pa recimo o stvarjenju sveta, o katerem se bom tudi danes jaz malo pomudil. Se pravi, tukaj je pravzaprav veliko nekih kratkih stikov, ki marsikoga odvrne pravzaprav od listanja po Svetem pismu. Naš namen tukaj pa bo morda kakšno takšno sivo pego ali pa nesporazum na načelni ravni odstraniti. Tako, torej Sveto pismo med znanostjo in življenjem. Ja, nagovorljivo je pravzaprav že to, kar je zgoraj prikazano. Vidite dve fotografiji, na levi strani prašno Sveto pismo, na nek način značilnost, lahko rečemo, sodobnega človeka, tudi v Sloveniji. Praktično je zelo malo hiš ali pa domov, kjer ne bi našli Sveto pismo, vendar problem je ta, da se Sveto pismo ne uporablja oziroma se na njem bolj ali manj nabira prah. A po drugi strani smo v času, ko na desni strani pa vidimo tole znano umetnino z dodatkom, z novejšim dodatkom. Imamo Sveto pismo praktično na dosegu nekaj klikov. Poznamo recimo biblija.net pa podobne spletne strani. Vendar je zanimivo, da če zdaj motrimo, Slovenijo ali pa krščansko življenje v Sloveniji, se praktično ne meri, se pravi, koliko krščansko je po dostopnosti Svetega pisma, ker praktično ima vsak povsod, kjerkoli, kadarkoli, z nekaj sekundami ali pa z nekaj kliki dostop do Svetega pisma, vendar to očitno še ni garant tudi za, bomo rekli, neko krščansko življenje ali pa neko življenje usmerjeno po vrednotah Svetega pisma.
toliko samo pojasnilo tegale začetnega slajda, kaj želi sporočiti. Okej, pa gremo torej nekaj čisto preprostih korakov, ki so res tako zastavljeni, seveda res tako, bi rekli, uvodno, z mislijo tudi, da nas bojo poslušali bodoči študenti teologije, se pravi pravzaprav tudi, mislim, dijaki, ne. Torej, prvo vprašanje, ki se mi zdi, ki ga praktično moramo rešiti, ko se pogovarjamo o Svetem pismu, je, kaj sploh je Sveto pismo oziroma Biblija. Biblija ali Sveto pismo sta praktično identična pojma, le uporabljata se, bomo rekli, pri različnih skupnostih, pa tudi to ne ravno izključno. Torej, lahko uporabljamo tudi pojem Biblija, ki je zanimiv iz tega vidika, da izhaja iz starega mesta, antičnega mesta, Biblos, morda smo že slišali kdaj za to mesto, nahaja se dandanes ob morju oziroma na obali Libanona, v svetopisenskem času pa je bila to Fenicija. Zakaj to tukaj omenjam? Biblos mesto je bilo zelo znano po eni svoji dejavnosti, to pa je bilo po izdelovanju knjig, oziroma takrat so bile to še zvitki. Se pravi, da je tako znan v svetu postal to mesto po tej dejavnosti, da dejansko ime Biblos pomenil, sčasoma postal sinonim za zvitek oziroma knjigo. Podobno kot recimo danes, ne vem, gremo v trgovino, pa pač recimo želimo kupiti en čokoladni namaz, recimo Viki kremo, pa kupimo nekaj bolj poceni, recimo v Hoferju ali pa v Lidlu, ampak še vedno, če vas kdo vpraša, kaj ste jedli za zajtrk, bomo rekli Eurokrem ali pa Viki kremo, se pravi, ali pa enako recimo z Adidaski. Pravzaprav Adidask je oznaka za, ne vem, copat, torej firme Adidas, ampak ker je tako znano postal po izdelovanju copat, pravzaprav vse copate, športne, takšne in drugačne, dostikrat imenujemo kar Adidaski. Skratka, tudi to mesto je po tej svoji dejavnosti postalo znano in je torej nosi od tega ime Biblija. Biblija je sicer množinski izraz, pomeni zvitki, torej ne zvitek, ampak zvitki, in od tod torej recimo pomen oziroma izraz Biblija ali Sveto pismo. Kar je pri tem zavajajoče, je to, da zelo pogosto ali pa izključno pravzaprav uporabljamo izraz v ednini, Sveto pismo. Biblija, torej ena Biblija, eno Sveto pismo, ampak v resnici, če pogledamo tale naš slajd, vidimo, da ta dva dečka se nahajata v knjižnici. Zakaj te fotografije tukaj? Iz preprostega razloga, ko govorimo o Svetem pismu, pravzaprav govorimo ne o eni knjigi, ampak govorimo o celem kupu, na desetinah različnih knjig, takšnih in drugačnih zvrsti. Seveda malo to variira od, bi rekli, kanona, se pravi, ali govorimo z judovskega vidika, ali katoliškega, ali protestantskega, se to število nekoliko razlikuje, ampak ne spremeni dejstva, da Sveto pismo pravzaprav vsebuje, lahko rečemo, celo knjižnico knjig. V recimo katoliškem kanonu kar 73 knjig. To pa je že ena taka mala knjižnica, In dejansko, ko odpremo Sveto pismo ali pa če imamo Sveto pismo recimo s seboj na potovanju, imamo s seboj pravzaprav v resnici celo knjižnico, ker Sveto pismo, kot rečeno, vsebuje mnogo knjig, mnogo del, ki jih povezuje en skupni imenovalec, to pa je v bistvu Bog oziroma božji odnos do človeka. Bomo o tem še kaj spregovorili. Tukajle je zdajle pred vami zemljevid, se pravi, gledamo na prizorišče, kjer se je dogajalo Sveto pismo. Tole je, se pravi, to je naš Bližnji vzhod, ga verjetno prepoznamo. Vidimo z rumeno označen tako imenovani rodovitni polmesec, ki je v bistvu prizorišče, kjer so se odvijale zgodbe v Svetem pismu. Če pogledamo tako Mezopotamiji se kaj dogaja, najdemo zgodbe, ki se dogajajo,
Potem imamo Kanaan tukaj na sredini, to je, bomo rekli, glavno prizorišče Svetega pisma. Če gremo pa bolj na jug, oziroma jugo-zahod, pridemo do Egipta, ki pa se tudi v določenih zgodbah v Svetem pismu pojavlja, tako da vse to, kar je tukaj označeno kot rodovitni polmesec, pa še kaj več, je praktično kraj ali pa zakulisje dogajanja v Svetem pismu. Še več v bistvu, ampak recimo večina Svetega pisma se nekako dogaja tukaj. Zdaj, ko torej rečemo, Sveto pismo je knjižnica, moramo to izjavo še dodatno pojasniti. Drži, je knjižnica, veliko število knjig je, vendar je še eno dejstvo ob tem pomembno, če želimo Sveto pismo recimo razumeti nekako v pravi luči. To pa je, da so te knjige, različne knjige, nastajale v časovnem razponu 1000 let. Vsaj 1000 let, če govorimo o nastanku pisnega Svetega pisma. Če temu preštejemo še ustno izročilo, namreč v starih časih niso toliko pisali kot mi, pač pa so vedenje in informacije prenašali iz generacije v generacijo z ustnim posredovanjem, pa pridemo v bistvu do še veliko večjega časovnega razpona nastanka Svetega pisma. Zakaj to razlagam? Pravzaprav zelo preprosto dejstvo stoji v ozadju. Lahko ponazorim z primerom. Pa še to prej, piše od spodaj, lepljenka različnih jezikov, časov, piscev in del. Se pravi, lepljenka različnih del, smo rekli. Sveto pismo je napisano tudi v različnih jezikih. Verjetno vemo, da so to hebrejščina, aramejščina, grščina. V različnih časih. Ena knjiga recimo odseva, ne vem, začetke Izraela, druga babilonsko izgnanstvo, tretje recimo Jezusov čas. Pisali so jih različni ljudje, od, če tako rečem, kmetov, ribičev do farizejev, aristokratov, kraljev. In če to zdaj vse skupaj združimo, pridemo pravzaprav do precej kompleksne podobe, kako zdaj to razumeti, ta mozaik različnih jezikov, časov, piscev, del. Jaz sem imel zelo zanimivo izkušnjo svoj čas na maturi. Ne vem, če še tako danes, ampak na ustnem zagovoru mature moj čas je bilo potrebno na ustnem zagovoru, potem slovenščine, prebrati določen slovenski tekst. In že naprej smo vedeli, da obstaja možnost, ko greš na zagovor, da dobiš Trubarja, se pravi približno 500 let star slovenski tekst. In vsakdo si je seveda mislil, saj ne bom jaz, saj ne bom jaz. No, ko sem prišel not v zagovor, sem bil seveda jaz tisti, ki sem dobil Trubarja in hočem reči to, ni ga zelo enostavno brati, pa je, pozor, to slovenski tekst. Sicer 500 let star od Oke, ampak še vedno slovenski tekst. Če pa zdaj tole časovno nišo 500 let raztegnemo recimo na 1000 ali pa na 2000 let, pri tem dodamo še faktor različnih jezikov, kdo razume tukaj recimo, ne vem, hieroglife, hebrejščino, pa pridemo že do kar velikih težav, kako torej razumeti, kaj je želel tisti avtor povedati nam. Zelo podobno, kot če bi danes recimo dobili na mizo tekst, kaj pa jaz vem, nek kitajski tekst, se ga niti ne bi razumeli. Pa ne vem, 3/4 sveta, če bi nam karkoli sporočali, ne bi razumeli. Velja pravzaprav to tudi danes. Kaj se torej zgodi zelo pogosto, bi želel ponazoriti s tole shemo ali pa skico, se opravičujem, je sicer v angleščini, ampak bom vse pojasnil oziroma prevedel. Vidimo torej tukaj, lahko rečemo, tridelno skico. Na čisto levi strani vidimo, piše Horizon of the text, se pravi horizont teksta, ali pa lahko rečemo namen tega, kar je svetopisemski avtor želel sporočiti nam. Se pravi, dejstvo je, da je svetopisemski avtor želel napisati svoje sporočilo z določenim namenom. Ni verjetno pisal Svetega pisma ali pa tega teksta iz dolgega časa, ampak je imel nek namen. To je ta horizont teksta. Zdaj preskočim tale zid in grem čisto na desno stran in pridem do horizonta bralca
ali sprejemnika. To pa smo mi, ki beremo Sveto pismo. Zdaj pa, če se malo ustavim in bom tako rekel, verjetno iz vsakdanjega praktičnega življenja veste, da to, kar nekdo sporoča in to, kar mi razumemo, ni vedno eno in isto. Verjetno se strinjate. Jaz imam vsaj takšno izkušnjo. Že če vzamem za primer mojo ženo, ki mi recimo naroči, da moram iti v trgovino pa kupiti, kaj svem, takšno ali pa takšno mleko ali pa ne vem, kislo smetano, pa jaz pogostokrat nekaj drugega domov prinesem, pa imam napisano na listko. Se pravi, to, kar je žena sporočila in to, kar sem jaz razumel, sta dve različni zadevi. Že to je en pomemben vidik. Torej, kako jaz razumem to, kar mi drugi sporoča. Zdaj, pa da je pa zadeva še malo bolj kompleksna, imamo pa tukaj na sredini, kot vidite, nek zid. Piše stuff that gets in the way. Bi rekli ovire, ki onemogočajo, da bi se razumeli to, kar nekdo sporoča in to, kar drugi razume. Pa piše od spodaj tradicija, sistematika, kultura, predsodbe, predispozicije, dekontekstualizacija. In ta zid je zaradi prej omenjenih dejavnikov, torej velike časovne razdalje, drugih jezikov, druge kulture, drugega načina izražanja in pa seveda dejstvo, da mi seveda tudi živimo v nekem kulturnem okolju, rodimo se, v zibelku dobimo položene določene pojme, določena prepričanja in mi prihajamo k Svetemu pismu z določenimi prepričanji. In največkrat v Svetem pismu najdevamo to, kar želimo najti. Pravzaprav pa je namen, tako bi rekli, lahko branja Svetega pisma ravno obraten. Največ, kar pravzaprav s študijem, bomo rekli na teologiji ali pa za študijem Svetega pisma lahko naredimo je, da torej mi Sveto pismo ne iščemo z namenom, da bi recimo potrdil neke naše argumente, naše razmišljanje, pač pa da lahko Sveto pismo spregovori nam. To pa pomeni, da si moramo mi na nek način odpreti obzorje, odpreti oči, odpreti ušesa, za kar pa moramo včasih biti vsaj nekoliko podučeni. Vsaj nekaj informacij moramo imeti, da se lahko s tem soočimo. Pa grem takoj naprej, da pojasnim, kaj sem s tem imel v mislih. Tako, se mi zdi, da je tole zelo nazorno. Lahko pogledamo na levi strani je, bomo rekli, satelitski posnetek ali pa ne vem, posnetek pač iz vesolja. Vidimo Evropo, verjetno sončni zahod, kakorkoli, niti ni pomembno. Gre torej za današnji znanstveni pogled na svet. Vsak osnovnošolec pač ve približno, kako stvari v vesolju delujejo, in je to. Zdaj, če pa pogledamo, kakšno predstavo so imeli o svetu, o nastanku sveta v bibličnih časih, pa pridemo do takšnele podobe. To je pa zdaj na desni strani se odprlo, namreč biblični človek je imel o nastanku sveta, ustroju sveta in delovanju sveta zelo, zelo preproste podobe. Preprosto lahko tako rečem, preden še razložim tole sliko. Če danes pogledamo v nebo, no danes je precej sivo, ampak običajno je nebo modro pač. Vsi danes vemo, da nebo pravzaprav ni modro. Da je to samo, bomo rekli, navidezno, da je to optična prevara. Antični človek tega ni vedel. Ko je pogledal nebo in je videl modrino, je bila najbolj logični sklep, da je tam morje, ki je modre barve. In tako pridemo do te predstave, recimo svetopisemskega avtorja, ki se je predstavljal svet približno tako, da je bilo vse povsod, cel svet, ves kozmos na nek način bil napolnjen z vodo. Znotraj tega kozmosa pa, kot vidite, je bila samo ena površina, kot ena steklena zajemalka ali pa nekaj takega, ki je pokrivala neko površino in preprečevala, da bi vode od zgoraj vdrle v svet. Če slučajno poznamo zgodbo iz Svetega pisma o vesoljnem potopu, tam piše, da je Bog
vesoljni potop povzročil tako, da je odprl nebeške zapornice in potem se je zlila voda na svet in ga potopila. Če se je kdaj morda vprašal kdo, odkot te vode, mislim, gori nekje v nebeških zapornicah? Zelo preprosto, ne, odprl je nebo in voda, ki je od zgoraj, se je zlila v svet in ga, bomo rekli, vrnila v izhodiščno kaotično stanje. Se pravi, predstava svetopisemskega avtorja je zelo, zelo preprosta. Ni znanstvena, ampak je takšna, kakor se kaže očem. To pa pomeni, kakor spodaj piše, besedila svetega pisma nosijo znamenja časa, v katerem so nastala. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da vemo, da vsako besedilo, današnje, včerajšnje ali pa jutrišnje, nosi znamenje svojega časa. Se pravi, da mi nikoli, pa nihče ne more pisati tako v vakuumu, ampak se izraža na način, ki je pač lasten njegovemu času, njegovemu okolju, njegovemu jeziku, njegovemu prepričanju, in to seveda velja tudi za Sveto pismo. V Svetem pismu se vidijo znamenja časa in recimo v konkretnem primeru stvarjenja sveta, bomo rekli, se zelo konkretno vidi, da je to pojmovanje še ni znanstveno, ampak na ravni opazovanja naravnih pojavov, in zato seveda v Svetem pismu pravzaprav zelo zgrešeno iskati recimo znanstveno razlago o nastanku sveta. Pa bomo o tem še v nadaljevanju kaj spregovorili. Tule vidim, da se nekaj četa, pa vidim, da ni nič za mene, tako da grem naprej. Ja, pozor. No, za predstavo, kako sploh recimo v Svetem pismu, v izvirniku izgledajo stvari, kako svetopisemski avtor govori o nastanku sveta, vam želim samo pokazati, samo za občutek, prvo vrstico iz Svetega pisma. Vidite 1MZ11, to pomeni pač prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje, prva vrstica. In prva vrstica, ki je seveda tukaj izpisana v hebrejščini, bere se iz desne proti levi, ne tako kot pri nas, ki pravi, bom samo prebral, pravi: Berešit bara Elohim et hašamajim v et haaretz. Po slovensko, v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Vidimo, da v tem opisu pravzaprav ne gre svetopisemski avtor v neke detajle, ampak zgolj trdi, in do tega bomo danes še prišli, da je svet nastal po roki Boga. Kako točno, pa bomo se v nadaljevanju še spraševali. Tako, pa še enkrat, še malo v drugačni obliki, podoba sveta, kakor je bila recimo v očeh, če želite, tudi nove zaveze Jezusa in ostalih. Se pravi, imamo neko ploščo, zemljo, okrog katere je obok. Ta obok preprečuje vodam nad obokom, da bi pač svet uničile. In pod svetom, kot vidite, imamo še tako imenovani Šeol, ki je, bomo rekli, neka judovska verzija pekla, ampak ni čisto primerljivo. Vse okrog pa torej vodovje. In tudi spodnji citat, ki ste ga verjetno prebrali, iz Joba, 37. poglavje, 18. vrstica, zelo nazorno pove o predstavah svetopisemskih avtorjev. Pravi takole: Ali moreš kakor on, torej Bog, obokati nebo, trdno kakor kovinsko ogledalo? Vidimo, da govori o nebesih, se pravi o nebo, kot o kovinskem ogledalu, nad katerim se pretakajo vode. Lahko bi s temi primeri še nadaljevali, ker so res simpatični, ampak naš namen tukaj ni, da bi zelo šli v podrobnosti, zato naj bo temu dovolj. Bom pa samo še omenil en apokrifni spis, Sveto pismo. Ko govorimo o Svetem pismu, govorimo seveda o kanoničnem Svetem pismu, o tem Svetem pismu, ki je recimo priznano s strani cerkve ali takšne in drugačne skupnosti. Obstaja pa še cel kup drugih knjig,
tako imenovanih apokrifnih, ki niso prišle v kanon, so pa zanimive za preučevanje Svetega pisma. In takšna je Henohova knjiga. No, Henoh je pač potoval po razsežnostih časov in prostorov in angel mu je razlagal recimo nebesne pojave. In zelo zanimivo recimo pojasnjuje delovanje sonca. A pa še prej recimo pojasnjuje, kako recimo pada na svet dež in pravi, tukaj na tem oboku so bile sobane. In v vsaki sobani je bil določen naravni pojav, recimo v eni voda, v drugi sneg in tako naprej. In angeli so po božjem navodilu odpirali nebeška vrata, da se je ta dež, sneg, karkoli že, zlival na zemljo. Recimo njihova predstava o soncu pravi tako, sonce je v bistvu ena velika žareča peč, ki ima veliko oken, skozi katere prihaja to svetloba in pa toplota. Kako se giba čez nebo, pravi, na eni strani jo angeli potisnejo skozi odprtino, jo dajo na ene takšno tračnico in po teh tračnici gre sonce čez nebo in sveti in greje človeka. Ja, ampak poleti je ta mimohod sonca bistveno daljši kot zdaj po zimi. Imajo odgovor tudi na to, pravijo, na vsaki strani, na zahodu in vzhodu je po 6 vrat. Zdaj, če odpremo tista najbolj na zahodu in gremo not pri najbolj vzhodu, je pač ta pot najdaljša. In tako so in obratno seveda, če gremo pri zadnjih vratih na zahodu in pri prvih na vzhodu, je pa ta pot najkrajša. In tako so si torej razlagali, na primer, potovanje sonca. Skratka, vse to razlagam z namenom, da bi lahko uvideli, da so bile predstave svetopisemskih avtorjev, sploh o naravnih pojavih, o nastanku sveta zelo, zelo, zelo preproste. In kaj iz tega sledi? Eno zelo pomembno prepričanje, ki pravi takole, bom kar prebral, kar je tukaj izpisano. Piše: sodobni bralec je pred skušnjavo, da bi svetopisemsko besedilo interpretiral, torej razumel, z vedenjem, ki je lastno znanstvenemu dojemanju sveta. Kaj to pomeni? To pomeni, prej sem omenjal, da vsak osnovnošolec ve, da pač je Zemlja planet, da se suče okrog Sonca in tako naprej. Vsakdo danes to ve, v antičnem svetu pa tega ni vedel nihče. In zdaj, če se jaz približam Svetemu pismu s to predpostavko, da naj mi Sveto pismo posreduje neko znanstveno resnico o nastanku sveta, kaj lahko sledi? Sledi lahko samo to, da zamahnem z roko in rečem, Sveto pismo meni, a pa mojemu življenju praktično nima nič povedati, saj govori neumnosti. V enem dnevu je Bog ustvaril, to, v 6. dnevu človeka, to je nonsens, Drži, če ga presojamo iz znanstvenega vidika. Vendar, kakor bomo kmalu, upam, skupaj ugotovili, Sveto pismo ne želi podajati znanstvene resnice, pač pa bomo rekli teološko, pa bomo kmalu tudi to pojasnili, kaj pravzaprav pomeni. In zdaj, da bi lahko Sveto pismo res spregovorilo meni kot človeku, kot posamezniku, ki imam določene probleme, težave, prepričanja, moramo torej vedno zelo imeti pred očmi dejstvo, da je pisec Svetega pisma pristopal z drugimi nameni. Ne s namenom znanstvenega pojasnjevanja nastanka sveta, in da so bile njegove predstave veliko bolj preproste, veliko bolj preproste. In iz tega sledi naslednjo preprosto dejstvo, to pa je, če je torej svetopisemski človek ni znal pojasniti recimo gibanja sonca, je bil to za njega misterij. Je bilo to za njega skrivnost, kako torej zdaj sonce pride, pa gre, pa dež, pa je, pa ni, eno zima je takšna, druga je takšna. Dejansko beremo v starih tekstih, da so se določena ljudstva bala, da recimo sonce drugi dan ne bo prišlo nazaj, da ne bo več šlo. In so recimo darovala žrtve, daritve, zato da bi se sonce vrnilo. Ampak tega sicer ne najdemo v Svetem pismu.
Se pravi, da biblični človek bolj kot da bi pojasnjeval znanstvenega vidika nastanek sveta, njegov jezik je pravzaprav bolj čudenje. On ne razume, zato se lahko samo čudi in zahvaljuje. Se pravi, njegov jezik je veličasten, je skrivnosten, ni pa znanstven. On ne zna pojasniti, recimo, sončnega vzhoda, zato do njega ohranja eno spoštljivost, čudenje in zahvaljevanje. Kar je morda tuje sodobnemu človeku, morda ravno zaradi tega, ker smo res, da živimo v času, ko imamo na razpolago verjetno v zgodovini človeštva največ informacij, hitro, zdaj, tu, takoj. Vendar kaj se ob tem, to je sicer dobro, jasno, ampak včasih se sporedno s tem v človeku naredi en občutek, da zdaj pa vse ve. In ko zdaj pa mi vemo, da Sonce, ne vem, pač deluje kot planet in Zemlja in tako, in kar naenkrat za nas več to ni čarobno. Nimamo več razloga, da bi se zahvalili, ker postane samoumevno. In to pa recimo je svetopisemskemu avtorju tuje. On se s svojim jezikom predvsem zahvaljuje in čudi. Zato recimo lahko tudi rečemo, da je recimo opis stvarjenja v prvi Mojzesovi knjigi pravzaprav bolj pesem, je bolj poezija, kakor pa neka kozmološka razprava o nastanku sveta. Zelo zanimiva anekdota, ki jo želim z vami podeliti, je naslednja. Bom še prej odprl. Tole sta dva pasusa, dve besedili iz okrožnice, ene pomembne okrožnice, ki jo je izdal papež Leon VIII, Provinditissimus Deus, že dolgo nazaj, več kot 100 let nazaj. Zakaj to poudarjam? Pa bom najprej prebral. Pravi tako: Bog ni imel namena učiti ljudi človeških znanosti, ampak pot k zveličanju duše, zato ne smemo iskati v Svetem pismu znanstvene razprave. In na desni strani v zelenem: Sveto pismo se v prizadevanju, da bi ga ljudje razumeli, prilagaja običajem človeške govorice, to je veljavnim literarnim oblikam določene dobe. In se zaradi tega izraža o naravoslovnih pojavih na način, kakor jih ljudje običajno pojmujejo in se o njih izražajo, to se pravi, kakor se ti pojavi prikazujejo čutom. Mislim, da te besede ne rabijo posebnega komentarja. Opozoril pa bi, da so te besede stare več kot 100 let in da je to pravzaprav uradno katoliško stališče, recimo tudi do, bomo rekli, teorije nastanka sveta, evolucije in podobnega. Namreč, v današnji družbi vlada še veliko stereotipov, pa mislim med ateisti in med verujočimi, o tem, recimo, kaj cerkev uči, kaj Sveto pismo uči ali pa kako je treba Sveto pismo razumeti. In ta anekdota, ki sem jo omenjal, gre približno tako. Imam seveda Facebook kot večina ljudi in gor različne ljudi, tudi enega sicer dobrega prijatelja, ampak ateista. In tako, nedolgo nazaj, to je bilo že v času papeža Frančiška, deli njegovo pridigo, se pravi, share njegovo pridigo in napiše od spodaj v komentar: končno en papež, ki torej gre s časom naprej, ki razlaga Sveto pismo, bi rekli tako, človeku razumljivo, končno se je iz te okostonelosti stoletnih razlag nekako izvil. Govoril pa je namreč o tem papež Frančišek, da si je zelo napačno predstavljati stvarjenje Adama in Eve kot nek čarovniški trik. Čarovnik ima paličico in reče, ne vem, abrakadabra, zamahne in nastane Adam in nastane Eva. Pravi papež Frančišek, napačno si je tako razlagati Sveto pismo. In tale moj prijatelj tole navdušen nad tem papežem, ki končno lahko razmišlja izven okvira. In potem mu jaz v odgovor na to njegovo navdušeno izjavo prikopiram link, torej povezavo do te okrožnice, spodaj omenjene, in mu tako namignem, veš, to pravzaprav ni nič novega. To so že cerkveni očetje pogruntali
In to je uradno katoliško stališče že kar lep čas, že več kot 100 let. Se pravi, kdo je tisti, ki ne pozna cerkvenega nauka ali pa svetega pisma, ti ali jaz, oziroma cerkev ali ti. In hočem se vrniti k temu, da v današnjem času res veliko stereotipov botruje temu, da imamo v svetem pismu zelo popačene podobe. Če bi se ga recimo bralo več, ali pa če bi se na tak način, kot recimo danes tukaj poskušamo, če bi se na tak način pristopalo, bi morda teh predsodkov bilo manj. Kakorkoli, hočem samo pokazati, da to, kar se tukaj danes pogovarjamo, ni neka, bi rekli, nova znanost, neka nova stvar, neka všečnost, recimo, marsikdaj se tudi kdo želi prilagoditi občinstvo in potem pač Sveto pismo prilagodi temu, da je občinstvu všeč, ampak Sveto pismo tudi temu ni namenjeno. Pač pa hočem pokazati, da je to pravzaprav stališče cerkve že dolgo časa, pravzaprav je vedno tudi bilo. Samo kot ponazoritev, ta dva citata, torej iz okrožnice. In torej, ko govorimo o neki resnici, pa naj bo to, glejte, o nastanku sveta, človeka, kakorkoli že, moramo vedno, ko govorimo torej o resnici, ki jo iščemo v svetem pismu, je ta resnica vedno neka teološka resnica, neka verska resnica, oziroma je resnica, ki se dotika nekega verskega, človeškega, življenjskega vprašanja. To ni resnica v znanstvenem smislu, v smislu neke znanstvene analize, kaj je problema, ampak je resnica vedno v nekem razmerju z Božjim, kot tukaj piše, zveličavnim redom. Je pa tudi zanimivo vprašanje, kaj pravzaprav resnica je. Tudi tukaj se dostikrat spotaknemo, se mi zdi, resnica je to, kar lahko izmerim, preverim, vidim. To je tako tipično grško, torej evropsko razmišljanje. Resnično je to, kar vidim, tipam, izmerim. Ampak to je samo ena resnica. Ta resnica je znanstvena resnica. Za semitskega, torej hebrejskega oziroma bibličnega človeka, pa resnica ni tisto neko dejstvo, recimo, ne vem, ta avto ima takšne in takšne dimenzije, takšne in takšne gume, toliko in toliko izpušnih plinov. Ni ta resnica. Za semitskega človeka je resnica to, kar ima določen vpliv na moje življenje, kar lahko spremeni zemljevid mojega srca. To je za svetopisemskega človeka resnica. Z drugimi besedami, je sicer zelo fajn, da poznam znanstvene podatke, recimo, ne vem, prej omenjeni gumi na avto, vendar to za moje, bom rekel, duhovno življenje ali pa za moje notranje poglede, za moje hrepenenje, želje, moje iskanje nekih odgovorov v smislu življenja nima čisto nobene koristi. Je prav, da imamo te znanstvene podatke, vendar v mojem konkretnem življenju, v smišljanju življenja nimajo nikakršnega pomena. Zato, ko rečemo resnica, moramo že tukaj paziti, kaj pravzaprav mislimo, ker resnica, kot rečeno, za Sveto pismo je tisto, kar je resnično v mojem življenju in kaj moje življenje spreminja. Tako, kar se tiče resnice. Tako, Biblija, znanost, življenje, to razmerje smo torej načeli in lahko rečem tako. Naslov, ki ga ima današnja klepetalnica, pod navednicami, kjer klepetam jaz sam, to razmerje znanost in Sveto pismo je pravzaprav zavajajoče. Zakaj? Zato, ker ko govorimo o Svetem pismu in znanosti na drugi strani, pravzaprav govorimo o dveh različnih svetovih. Se pravi, zelo napačno bi bilo, če zdaj vemo, smo si pogledali, kakšne predstave so imeli o nastanku sveta svetopisemski avtorji, bi bilo zelo napačno, če bi šli iskati v Sveto pismo znanstvena pojasnila o nastanku sveta, človeka in podobno. Mislim, da se lahko strinjamo, da pravzaprav znanost in Sveto pismo se pravzaprav gibata vsak na svoji ravni, na nek način, in si zaradi tega ne nasprotujeta. Sveto pismo bolj odgovarja, lahko tudi tako rečemo, bom tako rekel, znanost odgovarja na vprašanje kaj, Sveto pismo in teologija pa na vprašanje zakaj.
Na to znanost kot taka ne more oddati odgovora. In če pa vseeno najdemo v Svetem pismu določene, bomo rekli, geološke, biološke pojme, vseeno beremo v Svetem pismu, da je prvi dan ustvaril, ne vem, to, drugi dan ločil vode, tretji dan, govorim na pamet, rastlinje, tretji dan tako naprej. Vseeno, to je neka biologija, seveda je, ampak je na takratni stopnji, na stopnji razumevanja tega svetopisemskega avtorja. In zato preberem zadnjo alinejo, ki se mi zdi dovolj sporočilna. Zato danes ne bomo šli iskati v svetopismu odgovora na vprašanje, recimo, kako je Zemlja postala sposobna za bivanje človeka na njej, pač pa hodimo v svetopismo prej iskati vprašanja, zakaj sploh je človek se pojavil na Zemlji, zakaj človek hrepeni in podobno. Se pravi, še enkrat, znanost in svetopismo se pravzaprav gibata vsak na svoji ravni. Pa še en kratek izlet bi želel pokazati z vprašanjem, kaj je sveto. Na začetku smo rekli Biblija, svetopismo, da sta podobna izraza, vsak se uporablja v določenem kontekstu. Svetopismo je morda za koga tako izraz, ki ne ve, kaj bi najbolj z njim začel, sploh zato, ker kaj sploh pomeni sveto, svetopismo. To je en tak pojem, ki ga imamo vsi res tako domačega, položen v zibelko, vsak ve, kaj je to, menda. Potem pa se tako točno vprašamo, kaj je to sveto, kaj je to sploh svetost? In je zanimivo, da seveda, če zdaj biblično razmišljamo, bi bilo smiselno, da pogledamo svetopismo, kaj sveto je. No, pa še pred tem se da, niti ni treba, bom tako rekel, niti ni treba iti v svetopismo, da bi odkrili, kaj pomeni sveto. Sveto zelo preprosto pomeni nekaj, kar je odbrano iz vsakdanje rabe, nekaj, kar mi je pomembno, meni osebno. Se pravi, neka pisma, neki teksti, ki so neki cerkveni skupnosti pomembni. Naj ponazorim, recimo, to je tako, se mi zdi, kar obče človeško, recimo, ko dobimo neko novo stvar, nov telefon, nov računalnik, nov avto, in na začetku ima ta predmet v našem življenju en poseben status. Recimo, ne sme se ga kdo dotakniti, ne vem, pride mama mimo, daj pokaži mi malo tvoj nov telefon. Ne smeš se dotikati, lahko mu kaj narediš. Se pravi, je ta predmet za nas na nek način svet, je izvzet iz vsakdanje rabe. Ne more ga kar tako metati okrog, ne more ga vsak tipati, ne more vsak not pogledati in na nek način svet, vsaj za nekaj časa. Zdaj, kaj pa je sveto v Svetem pismu, pa je še bolj zanimivo vprašanje. In če pogledamo v svetopismo, v prvo poglavje, smo še vedno v prvem poglavju, 31. vrstica, pravi, Bog je videl, ko je torej zaključil stvarjenje, pravi, Bog je videl vse, kar je naredil in glej, bilo je zelo dobro. Zelo dobro, tov meod v hebrejščini. Se pravi, stvarstvo kot tako označi kot dobro. Pozor, ni vidika pravzaprav v stvarstvu, ki bi bil sam za sebe negativen. Je stvarstvo pozitivno. Samo stvar je, kako mi te vidike uporabljamo. Podobno kot recimo denar, sam za sebe ni slab, lahko ga pa zelo grdo izkoristimo ali pa si z njim uničimo življenje. Skratka, stvarstvo je zelo dobro in dosem Bog vsak dan uporablja pač to frazo in blagoslovil je. Potem pa zadnji dan stvarjenja naredi eno izjemo, takole piše. To je pa zdaj že drugo poglavje, 3. vrstica, pravi takole. In Bog je blagoslovil 7. dan in ga posvetil. Kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal. Poleg blagoslova, ki ga izreka vsak dan, zadnji dan tudi posveti. Kar je zanimivo, zakaj? Ker se svetost v Svetem pismu pojavlja zelo, zelo redko.
Namreč na vprašanje, kaj je sveto v Svetem pismu, recimo dostikrat se o tem pogovarjamo s študenti, pa jim podobno vprašanje zastavim in slišim običajno odgovore v smislu: svet je bil tempelj, svet je bil recimo, ne vem, Aron, pa Mojzes, ali pa kaj se vem, dekalog, skrinja zaveze, plošči zaveze in podobno. In potem vprašam, ok, dobri predlogi, ampak če je zdaj to sveto, kje so danes ti predmeti? Tempelj, skrinja zaveze, Aron, Aronova palica, karkoli že. Jih ni. Se pravi, da verjetno niso bili sveti kot taki, če jih več ni, če niso več ohranjeni. Zato je zanimivo, da se res svetost v Svetem pismu pojavlja samo izjemoma, v res redkih pravzaprav izjemah, in ko se označuje kot sveto eno stvar, ki sploh ni stvar, ampak je čas. Pozor, 7. dan je posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal. Posveti 7. dan, torej čas. Se pravi, v Svetem pismu, lahko ga obrnemo tako ali drugače, ni nobene omembe predmeta, ki bi bil svet, v Svetem pismu. Se pravi, noben predmet ni označen kot svet. Kot svet ni označen niti ne človek, kot svet je označen čas. Čas. Zato obstajajo seveda konkretni zgodovinski tudi razlogi, vendar kaj je tukaj še bolj pomembno, se mi zdi, ali pa naglašeno, je to, da pravzaprav se Sveto pismo tukaj osvobodi tega materialnega vidika. Včasih se pohecamo na predavanjih, pa vprašamo, kaj bi se recimo s krščanstvom zgodilo, recimo, da se ta hip zgodi nek res velik potres in recimo v hipu podre vse cerkve, vse bazilike po vsem svetu. A je konec krščanstva? Ponavadi, ja, verjetno, če pa Vatikan pade, pa Rim, pol pa ni več, a ne. Ampak, glejte, naša vera ali pa naš odnos z Bogom ni odvisen od kamenja, ne od cerkva, ampak pravzaprav od časa. Od v bistvu svetega časa, ki pomeni čas, ki ga namenjamo seveda najprej sebi, Bogu in svojim bližnjim. Čas je tudi edina domena, kjer pravzaprav mi kot ljudje v Svetem pismu delujemo. V Svetem pismu smo večkrat opozorjeni, da onstranstvo ne bomo mogli nesti seboj nobenih dobrin, nobenih hiš, avtov in podobno. Se pravi, da edino, kar človek odloča, je, kaj bo storil s časom, ki mu ga je namenil. In to gre zelo lepo v kontekst z eno znano zgodbo iz Hollywooda, pa že prej znano tudi gre za Gospodarja prstanov, mnogi poznajo to delo, in pravi v nekem trenutku, pač ena oseba, Gandalf z imenom, pravi, ko se pogovarja z Bilbotom, z enim hobitom, in ta hobit je bil zelo tako razočaran, da ni v enem trenutku pač nečesa storil, ubil enega drugega bitja, in mu Gandalf pove, vse, kar pravzaprav mi tukaj se odločamo o tem, kaj početi s časom, ki nam je odkazan. In to je zanimivo, pravzaprav zelo biblična misel. Tolkien, avtor te stvaritve, je pravzaprav načrtno krščanske vrednote in motive vpletel v svojo zgodbo. Vedel je, ravno to, kar se mi danes pogovarjamo, marsikomu, ko rečemo Sveto pismo, se tako malo zatemni, nočem nič s Svetim pismom, zato ker imam zelo slab odnos, ne vem, s cerkvijo, z verniki. Zdaj, tega ne sprejema. Če pa iste vrednote, recimo, zapakiramo v fantazijsko zgodbo Tolkiena, Srednjega sveta in podobno,
pa kar naenkrat množice in horde ljudi drejo v kinodvorane in gledajo to zadevo. In Tolkien je bil v tem vidiku res prefrigan, ker je vedel, da bo na tak način, sicer tako malo s figo v žepu, uspel marsikomu pokazati tudi krščansko ali pa svetopisansko plat te zgodbe. Tako, da zaključim to svojo misel danes, pa še odprem slajd v celoti. Tako, še enkrat, ko svetopisanski avtor govori o nastanku sveta, človeka in podobnih vprašanjih, ne želi torej posredovati znanstvene razlage ali pa znanstvenih informacij, kako je to potekalo, pač pa neko resnico, za njega je bila to resnica, v obliki, torej v literarni obliki, ki je bila pač njegovim sodobnikom razumljiva in priljubljena. Se lahko verjetno strinjamo, da govorimo zelo različno, že mi recimo govorimo zelo različno, ali govorimo s prijatelji, z najstniki, s staro mamo, ali pa ne vem, če poklicamo predsednika na telefon, bomo vsakič malo spremenili govor in to velja tudi seveda za svetopismo. Se pravi, izraža se pač v takšnem jeziku in takšnem načinu, ki je bil njihovim sodobnikom znan in domač. To pa ne pomeni, da je znan tudi nam. Ampak ne glede na to, je želel pravzaprav naglasiti resnico. Ta pa je, kot vidimo, prvi okvirček. Bog je stvarnik vsega, kar v tistem času, pa tudi danes, ni samoumevno. Tudi danes veliko najdemo ljudi, ki trdijo recimo, da je vse skupaj produkt enega naključja pa podobno. Se pravi, v ozadju stoji en Bog, to ni neko mnoštvo božanstev, recimo v vikinški mitologiji najdemo tako zabavno primero, ko so si vikingi razlagali recimo grmenje in bliskanje, so si razlagali tako, da to povzroča Thor, ki v tistem nebeškem zboru tolče s kladivom po nebeškem nakovalu in tiste iskre, ki letijo izpod nakovala, so recimo strele in podobno. Se pravi, in tako naprej in tako naprej. Se pravi, hoče svetopisanski avtor reči, ne, za tem vsem stvarstvom je en Bog, en dober Bog, ki je ta svet ustvaril z ljubeznijo in kliče človeka v odnos. Se pravi, da je naglašena vera v enega Boga, monoteizem je tukaj v ozadju, in hkrati, kot piše še na desni strani, elementi prvotnega kaosa so demitologizirani. To pa ravno to, kar sem prej razlagal, se pravi, v vodah ne živijo več, ne vem, neke pošasti, v gozdu ne hodi več, ne vem, bolfeng in tako naprej, ampak so samo naravne sile, ki so bile pač ustvarjene nekoč milijarde let nazaj strani stvarnika, kakor trdi svetopismo. Tako, jaz sem tukaj prišel do konca tega, kar sem nekako želel povedati. Se lepo zahvaljujem za pozornost in z veseljem prepuščam mikrofon vašemu razmisleku, vprašanju ali čemu podobnemu. Če seveda kakšna misel ali pa vprašanje je, in če bi ga znal odgovoriti. Samo najlepša hvala, Matjaž tukaj. To se mi zdi zelo dragoceno, ko si izpostavil pravzaprav svetost tudi časa, si tako, ki gre onkraj prostorov, tudi če bi bili omejeni. Kako mogoče ti vidiš recimo, da nam lahko v bistvu, če temu rečem, svetopisanska misel pomaga tudi sodobnemu človeku, bom rekel, postaviti zamejiti na nek način čas, no? A je to, na kakšen način? Na nek način, a je to recimo, pač razmišljam tako, ne?
Ljudje imajo soboto, ki jo jemljajo resno. Tudi mi imamo, bom rekel, Gospodov dan, nedeljo, ki jo jemljemo kolikrat toliko resno. Tako, kje ti vidiš mogoče, recimo, kot tudi eno spodbudo k branju Svetega pisma, kje nam to lahko, ne vem, pomaga na nek način, ali pa bom tako zastavil, da boš lažje odgovoril. Ali nam lahko, oziroma kako nam lahko branje Svetega pisma pomaga nekako odkriti svetost časa? Hvala, zelo zanimivo vprašanje. Ob tem je prišla prvo na misel ena izjava oziroma misel enega Juda, enega rabina Hešla, ki pravi, sicer v judovskem kontekstu, pravi, od tega, kakšen odnos imamo do sobote, je odvisno, kdo smo. Se pravi, z drugimi besedami, pa tako bom rekel. Meni osebno se zdi dostikrat velika ovira pri razumevanju Svetega pisma ali pa pri dojemanju časa naslednja. Pač znano je, da je nekako tam pred srednjim vekom, potem srednjim vekom, tako pač v določenem obdobju cerkve, razmišljanja ali pa eksegeza, torej razlaganje Svetega pisma, prišlo pod vpliv recimo zahodne filozofije, grškega razmišljanja, se pravi nekega logičnega razmišljanja, in pod ta vpliv je prišel tudi čas. Se pravi, kaj hočem s tem povedati? Ko rečem recimo danes čas, povprečen Slovenec ali pa Evropejec, ko reče čas, ali pa ko reče jutri, si predstavljamo zadevo kot nekaj, kar je pred nami. Nek prostor, recimo, ki je pred nami. Recimo, da imamo 3 sobe, ki so ene za drugim, mi smo v sredinski. In ko rečem jutri, je kot da grem v nek prostor, ki je pred menoj. Ko rečem včeraj, imam občutek, da je nekaj, kar je za menoj, nekaj, kar se je, recimo, da grem nazaj v tisti prostor. Se pravi, da je pravzaprav to grško razmišljanje popač, bom tako rekel, je čas upredmetilo. Je postal predmeten. To pa je pravzaprav tuje svetopisemskemu razmišljanju. Kaj hočem s tem povedati? Mi rečemo stvarjenje in imamo to za nek dogodek, ki se je zgodil pred milijardami leti in nima nobene veze z mojo sedanjostjo, z mojim zdaj, tukaj. Vendar stvarjenje po Svetem pismu se ni zgodilo nekoč in se danes več ne dogaja, ampak je procesni dogodek, se neprestano dogaja. Neprestano, tudi ta trenutek se dejansko dogaja stvarjenje. Mene, novih življenj, mojega diha, mojega naslednjega dneva, naslednje sekunde. In se mi zdi, da če lahko na nek način v času razmišljamo ne kot v prostorih, med katerimi se gibljamo, pač pa o nečem, kar je prepleteno, pravzaprav v vseh razsežnostih, v vsakem trenutku, da nam morda lahko to olajša razmišljanje, da pravzaprav Sveto pismo, kakor govori o Bogu, ni nekje bil daleč, pa ne vem, pred 2000 leti ali pa pred milijoni let, ampak je pravzaprav dejaven zdaj, ta trenutek, neprestano. Tudi pri Janezu imamo zelo tako pomenljivo izjavo Jezusa, Oče dela do zdaj in jaz z njim, do zdaj. Ni on šel na počitnice in zdaj gleda tele TV novele, ki jih je ogromno po svetu, ampak dejansko dela ta trenutek zdaj in skozi. In se mi zdi še en pomemben vidik tukaj, je ta, da se pravzaprav moramo zavedati, kaj ta čas pomeni. Se mi zdi, da tako, en film, ne spomnim se naslova, ampak šel je pa tako, da je pač predstavljal neko prihodnost, kjer je bila denarna enota čas. Se pravi, niso bili franki, evroti, dolarji, ampak je bil čas. In potem pač bogataši tudi na roki so imeli tako številčnico, nekako not vgrajeno že, in na tisti številčnici je pisalo pač, koliko ur še imamo do konca svojega življenja. Jasno, pač bogataši so imeli premalo prostora na displeju, reveži pa komaj kako, ne. Ampak
A ne, če tako pogledamo na življenje z druge strani, kaj pa, če bi dejansko takšni displeji res obstajali? In bi se zjutraj zbudil in pogledal, ok, ne vem, 5-mestna številka, ni panike, grem malo na Facebook, grem malo bluzit, grem to, grem levo. Ok, normalno, če jih imam na milijone na možnost. Kaj pa, če se zjutraj zbudim in pogledam in piše gor 5, a pa ena številčna cifra. Potem pa smo, ne, ampak hec pa je v tem, da teh 5 ur ni čisto nič drugačnih, kot pa, ne vem, 5 ur v tistih, ne vem, 50 tisočih, ki jih dobimo izvorno, recimo. Se pravi, se mi zdi, da Sveto pismo lahko človeka tako malo opozarja, pa mu usmerja pogled, kaj je tisto, kar smo prej tudi govorili, resnično, kar je tisto, kar je pomembno v življenju, da se pravi svoj fokus usmeri pravzaprav na tiste resnične stvari, se pravi tiste stvari, ki štejejo, ki so pomembne. In morda še samo to rečem, ki se ni več čist sklopu tega odgovora oziroma razmišljanja na zastavljeno vprašanje. Ko govorimo o resničnosti, o znanstvenosti in tako, je zanimivo, da Sveto pismo bolj kot kakšen znanstveni učbenik upošteva človekovo naravo. Se pravi, nikoli ne zahteva od človeka nekaj, kar bi zahtevalo od njega, ne vem, neko nadnaravno moč, karkoli že. Sveto pismo gleda na človeka zelo realno, zelo upošteva človekove želje, človekove težave. A ne, recimo, naj ponazorim to misel, če bi recimo gledali hollywoodski film o nekem superjunaku, ok, bomo navdušeni, ampak jaz do tega junaka ne morem splezati, zato ker teh super moči ne bom nikoli dobil, tako ali drugače. Če pa berem zgodbe v Svetem pismu, pa čeprav so včasih zavite v kakšne takšne, bomo rekli, za sodobnega človeka dvomljive situacije, ne vem, obzidje Jerihe se podre, ne vem, na zvok tromb in podobno, to seveda tudi ne zdrži zgodovinske kritike, ampak vendarle se tam skriva še eno sporočilo, a pa bomo rekli, je dejstvo, da upošteva človeka v njegovi realnosti, se pravi, od njega ne zahteva da mu zrastejo krila, ampak ga kliče v ta odnos s seboj, torej z Bogom v njegovi konkretnosti, v njegovem življenju. Človek ostane to, kar je na nek način, kot smo tudi beremo v evangelijih, recimo Peter, ostane Peter. Se pravi, da Sveto pismo zelo, zelo upošteva človekovo realnost, ne glede na to, da je kdaj zavito v kakšne literarne prijeme, ki so pač danes že preživeti oziroma jih težje razumemo, recimo. Najlepša hvala. A pa ne, rajš ne bom. Morda imamo tja še kako vprašanje? No, morda se to rečem, no, sej, pač tole današnje razmišljanje je seveda služilo pač temu, da nekako predstavimo, da seveda Sveto pismo se da tudi študirati, se ga da tako tudi znanstveno študirati, se pravi, to, kar smo zdaj govorili in omenjali, je praktično na nek način klasični pristop k Svetemu pismu. Pri Svetem pismu se vedno pogleda okolje, v katerem je nastalo, kaj je določeni svetopisniški avtor s tem želel povedati, pogleda se tekst, pogleda se tudi izvirni tekst, če je želja. In na teologiji, torej na teološkem študiju, na teološki fakulteti smo pravzaprav teologi oziroma bodoči študenti in študenti teologije kar precej soočeni tudi s študijem, se pravi z branjem Svetega pisma, z odkrivanjem takšnih, kot smo jih danes odkrivali, in drugačnih zanimivosti. Se mi zdi pa pomembno tudi to, kar je pravzaprav, se mi zdi, v čem je Sveto pismo ali pa študij Svetega pisma edinstven. To je, nekoč se je zelo posrečeno izrazil, mislim, za moje mnenje, akademik Kraševec, ki je rekel, razlaga Svetega pisma je bolj podobna umetnosti. Zakaj? Zato, ker prepleta
po eni strani tako dognanja iz arheologije, zgodovine, jezika in tako naprej in tako naprej. Kot drugo, kar je pa bolj pomembno, ko študiramo svetopismo, na nek način obuvamo sandale učencev ali pa teh svetopisemskih likov, ki hodijo, z njimi se sprehajamo po teh poteh in na nek način z njimi odkrivamo neke nove razsežnosti v svojem lastnem življenju. Se pravi, da študij svetega pisma ni nikoli samo študij kot čista znanstvena disciplina, ampak zelo močno koristi tudi za nek osebni odnos, recimo s sočlovekom, z Bogom, ali pa, če se izrazim bolj sodobno, zelo koristi tudi osebni rasti. Kar je recimo nek vidik, ki ga teološka fakulteta seveda napram mnogim drugim recimo lahko pokaže kot neko svojo prednost. Samo eno vprašanje. Še gospod Tomaž ima eno vprašanje. Ne, jaz sem samo prišel pogledati, kako vam gre, pa malo vas pozdraviti. Hvala za. Hvala enako. Zdaj recimo po eni strani bo zanimivo vprašal. Jaz sem zdaj že malo starejši človek. Pa a imam jaz zdaj še možnost, recimo, da bi recimo šel na študij teologije, recimo, a je to še kakšna realna možnost za kaj takega? Absolutno. Študij teologije ni nikoli prepozno, ne z formalnega vidika, se pravi v smislu teh, birokratskih ovir, ki, ne vem, menda so celo neka leta nekje omenjena, ampak zagotovo ne tvoja. Se pravi, absolutno, na teologiji seveda se lahko svetopismo študira na različnih programih, različnih nivojih, ki so namenjeni tako zdajšnjim dijakom, kakor tudi recimo bolj odraslim, starejšim osebam. Tako da absolutno z vidika, bomo rekli, nekega odnosa s presežnim, pa kot so klicali mnogi puščavniki in pa cerkveni očetje, nikoli ni prepozno. Imamo celo zanimive judovske in rabinske zgodbe o spreobrnjenih praktično na smrtni postelji, če želite, in tudi takrat ni bilo prepozno. To zdaj malo za šalo, ampak ne, absolutno ni omejitev starost pri študiju svetega pisma pa teologije faktor, ki bi lahko vplival na to odločitev. Hvala. In imamo res zadnje leta, če se zdaj malo sprehajam po predavalnicah, imamo, se pravi, sicer obstaja tudi recimo kak program izpopolnjevanja, ki je namenjen bolj tem zaposlenim, pa ki ne morejo tako redno biti pač na predavanjih, ampak tudi na rednih predavanjih se skoraj vsako leto kdo najde iz generacije, ne vem, 50-60 plus, in se mi zdi, da te še veliko bolj zanimajo te stvari, ker nas, ko smo bili mladi, pa smo to poslušali, je še vedno pač tudi malo odnašalo, mladost in tako naprej. Ti pa prihajajo, se mi zdi, že z bolj specifično oblikovano željo in pravzaprav je z njimi zelo fajn delati. Prava spodbuda. Vsekakor. Gospa Rožana, imate kakšno vprašanje? Najprej lep pozdrav, še enkrat sem, hvala. Hvala za tudi te spodbudne misli. Jaz bi pa povedala to, kaj vi mislite, recimo, svetopismo zelo upošteva človekovo naravo. Na človeka gleda zelo realno, to smo slišali in hvala za to, vendar današnji človek se pri vseh teh ogromnem knjigah, velikem številu knjig pri svetem pismu,
vsaj tako iz izkušenj vem, se lahko zgubi in z enim občutkom, češ, jaz pa ne berem dovolj svetopismo, jaz pa dovolj ne premišljujem, jaz pa, skratka, se potem potegneš nazaj, namesto da bi na tej poti nadaljeval. No, na enem predavanju sem pa slišala naslednje. Sej ni treba, da ti v življenju vzameš celotno svetopismo, ne, celo in to študiraš, kot smo zdaj slišali, kot vidva z Matjažem, ne, torej to strokovno in aramejsko in hebrejsko in ne vem še kaj. Čisto preprosto, če ti vzameš vrstico iz svetega pisma in to živiš celo življenje, imaš dela še pa još, bi rekli, ne. Recimo, jaz sem si vzela za svoje življenjsko, kako bi rekla, vodilo, odlomek po njih delih jih boste spoznali, ne. In živeti ta odlomek svetega pisma, kar je recimo tudi v prihodnosti, je to, če vzamemo kot denarno enoto, je to veliko, ne. Tako da bi mogoče vi, ki ste veliki strokovnjaki, veliko znate, veliko veste, veliko ste poštudirali, tudi mogoče za razmisli o tem, kako pomagati človeku, da pride do tega svojega koščka svetega pisma, no. Ker on ne bo študiral recimo vseh jezikov, vse znanosti, vse, no, se razumeva, kaj sem želela povedati, ne. Recimo, kako nekomu, ki mogoče leta in leta išče, pomagati, da pride do svojega. Jaz, hvala Bogu, sem to našla in vam povem, če samo to živim po njih delih, imam zadosti. No, čeprav, da se razumemo, tudi ostalo berem, posebej pri srcu so mi psalmi, ne. In mislim, da so nekatere cerkve, nekatera svetišča pa tudi prav zgrajene za psalme ali pa sprehod v naravo je za psalme, ne. Tako, hvala. Sem hvaležna vam za to današnje razmišljanje, res hvala. Kaj bi odgovoril na to? Hvala tudi vam. Sicer res sem velik, skoraj 2 metra, za kakih drugih dimenzijah se pa ne tako počutim, ampak vseeno hvala. Težko je o tem govoriti, ne? Ampak jaz razmišljam v tej smeri. Prej smo omenili pač dejstvo, mislim, da sem tako švrknil, pač, da svetopismo nosi znamenja časa. To pomeni, da tudi oblika, ki so si jo recimo evangelisti izbrali svoj čas, je pač bil tisti zvitek papirja in so zapisali. In sem rekel, v današnjem času, če bi se recimo Jezus odločil, da bi danes prišel na svet, bi morda evangelije ne pisali, morda bi jih posneli, morda bi naredili talk show, oddajo, karkoli že. Hočem samo povedati, da je lahko ta medij sporočanja Božje besede zelo različen. In iz tega pridemo pravzaprav do meni, ne bom rekel najljubše, ampak zelo, zelo nagovorljive vrstice iz Razodetja, ki pravzaprav, Razodetje je meni zato zanimivo, ker tako malo žuga s prstom, ampak ne ateistom, nam, kristjanom. Nam, kristjanom, tako rahlo nas spominja, ne. Se pravi, hočem to reči, kaj sem jaz res, na kak način sem jaz v življenju poskusil prevesti Božjo besedo, sveto pismo in ga prenesti sočloveku. Ali ni morda ta odgovornost ravno na meni, na nas, ki že nekaj vemo, ki smo recimo našli svoj odlomek, da ga najdemo in da lahko pokažemo tudi drugemu. Prej sem omenjal recimo Tolkiena. Za mene je Tolkien velik, mislim, on je itak bil pač kristjan, katoličan, ampak kaj njemu ratalo narediti, ko sem prej morda nisem bil toliko razumljiv, ker sem malo hitel v tistem kontekstu, ampak on je torej zelo jasno recimo v določenih
priložnostih povedal, je rekel, evangelij je pripoved. In človek kot pripovedovalec zgodb mora biti tudi odrešen na način zgodbe. Se pravi, človeka mora nekaj prepričati, nekaj nagovoriti, nekaj mora zažareti v očeh, da bo nekaj začel brati, iskati. In ker je vedel, da če bo prišel, pa čeprav je bil zelo cenjen v svetu, da če bo prišel tako s Svetim pismom do ljudi, ali pa do tistih, ki jih iščejo, da bo morda imel kontraefekt. In zato se je odločil med drugim in zapisal recimo Gospodarja prstanov, kjer je noter pravzaprav vpletel evangelij. Vpletel evangelij. Se pravi, da mu je samo spremenil obleko, vsebino pa na nek način pustil. In efekt, kot sem prej rekel, milijone ljudi na svetu z veseljem bere, gleda in prepoznava recimo te vrstice ali pa te vrednote tudi kot svoje, če pa bi bile servirane kot, ne vem, svetopisemske, pa bi jih recimo zavrnil, odvrnil. Se pravi, torej vprašanje recimo pa razmislek v smeri, kako nekomu pomagati, da najde ta svoj stavek, se mi zdi, da najprej, da ga moramo znati, kot je tudi Slomšek rekel, vneti. Sploh nekomu najti razlog, zakaj bi sploh iskal svoj motiv, svoj moto v Svetem pismu, zakaj bi sploh iskal. Ne vem, meni je res taka nagovorljiva recimo podoba, tako, no, recimo, jaz sam igram tudi pač rad košarko in tule živim v Mariboru in tu po ulici, poleti zdaj ne, skoraj vsak dan gre mimo tu balkona en deček, tako žogo, tupa, ga slišim vsakič. In ko ga pogledam, ko vidim tiste oči, tisto veselje, s katerim je komi verjetno vrgel tisto torbo tja v kot in leti v igrišče, jaz vam povem, najrajši bi dal kratke hlače gor in šel z njim igrati. Zdaj, ker me je navdušil mene, ko vidim tisto navdušenje njegovih očeh. Se pravi, moj odgovor bi šel v tej smeri. Ne vem vam odgovoriti tako, da ali ne. Lahko pa rečem, da je to pravzaprav naša odgovornost vseh tistih, ki smo že nekaj prebrali v Svetem pismu, ki imamo svoj moto, ki imamo svoj priljubljen odlomek, vrstico, da pravzaprav na nek način navdušimo še tistega, ki ga nima. Namesto njega mu ga ne moremo dati, ne moremo ga najti, mu mi, lahko ga pa tja pripeljemo in ga navdušimo. Tako bi jaz zdajle podal svoje razmišljanje oziroma odgovor. Ja, hvala. Hvala. Aha, morda še kdo, ki jih do zdaj še nismo omenjali. Vidim, da imamo nekaj jih je, Miha, Ana, še en Miha, Jerneja, Pisarna. Morda lahko tudi, ni nujno, da je zdaj vprašanje povezano s Svetim pismom, morda ste danes zamudili kaj v zvezi z teologijo nasploh, tudi to lahko poskusimo odgovoriti, če je kako vprašanje. Ker imamo tukaj tudi gospoda Celarce, ki je glavni PR vodja naše promocije, tako da vam bo znal odgovoriti marsikaj, vključno s Svetim pismom. Zdaj ne vem, naj to omenjam, ali je to strašljivo ali ne, ampak če se kdaj odločite za študij Svetega pisma, bomo tudi midva tista, s katerim se boste srečevali. Ne vem, ali je to dobro ali je to slabo zdaj, da omenjam, ampak ja, seveda nas je več, ki poučujemo Sveto pismo, imamo razdeljeno po knjigah, po zavezi. Tako da nas na katedri je več, smo v bistvu 4, če pa zdaj še inštitut zraven štejemo, pa nas je v bistvu še več, tako da tudi z tega vidika obstaja ta pluralnost različnih pristopov. Malo pa seveda tudi variira potem
Od kraja študija, kot verjetno veste, se teologija izvaja na svoji matici, ki je v Ljubljani, pa tudi na disocirani enoti, ki pa je v Mariboru. Niso povsod isti profesorji, to sem hotel reči. Večina se pokriva, ni pa vedno tako, da bi na obeh krajih čisto isti profesorji predavali. Samo, če se smem samo referirati na tole nazaj, tako malo hit. PR pa komunikacija, se mi zdi, da Sveto pismo nas uči komunikacije, ampak bom rekel tiste primarne in odločujoče. V PR-ju se včasih, takole v našem človeškem, se zgodi to, da so stvari, pač je novica in ni nujno, da je vedno resnica. Medtem ko Sveto pismo se mi zdi pa, da je to temeljno, o tem smo tudi spregovorili. Ja, je temelj resnice, ampak ne mogoče v tem smislu, enem znanstvenem smislu, ko si rekel, ampak tiste resnice, da smo poklicani v življenju in odnos z Bogom. In to se mi zdi kot tisto, kar je največ, tako kot si super povedal, da odgovarja bolj na vprašanje po kaj, odgovarja na zakaj. Zakaj pravzaprav smo tukaj in kam tudi gremo. Tako da super se mi zdi. Ja. Ja. Dobro. Hvala in lepo bota. Tudi vam, hvala lepa. Ja, hvala. Sej verjetno, Matjaž, časovni okvir je verjetno, da smo že tam, ali ni? Nismo pa pač seveda za vprašanje še vedno možnost, ni. Drugače pa to smo lepo mislim, da je bilo pač super predstavljeno, tudi nekaj pogovora, tako da hvala vsem, pa seveda samo tebi. Tudi jaz se zahvaljujem vsej organizaciji, pa vsem, ki ste poslušali, ki vas to utegne zanimati. Ste pa tudi sicer, je le dejstvo, da je to zelo tak kratek čas, ko je težko spregovoriti o takih velikih temah, kot so Sveto pismo, resnica in podobno. Temu so namenjene pravzaprav tekom študija celi predmeti, celi semestri. Zato se seveda opravičujem, če sem bil kje tako malo luknjast. Hočem pa reči to, če bi kogar karkoli še zanimalo v tej zvezi ali katerikoli drugi, ste res lepo vabljeni, da nam napišete, da nas pokličete. Res z veseljem vam bomo karkoli odgovorili, posredovali informacije. Tako da res dobrodošli.